Zdenka Kaplan, lepo vas pozdravljam. Tudi jaz pozdravljam vas. Na mizi pred mano leži vaša knjiga z naslovom Umrli Slovenci med izgonom v tujini in skrbi za njihov spomin. Kako je ta knjiga nastala? Ta knjiga je nastala tako, ker jaz ves čas od te nesrečnega izgona čutim neko praznino do teh grobov, ki jih imamo v tujini, in pa domovino, ki se za to ne zmeni. Ne? In vsakrat, ko kjerkoli govorijo o mrtvih, v številkah celo, nikoli ne omenjajo izgnanstva, kot da ga ni bilo. To me nekako zelo muči vse življenje pravzaprav. To bi nekako rekla, da čutim, da tisti, ki so tam ostali, tudi čutijo, da niso doma. Tudi vi ste bili izgnani, katerega leta, kam? 1941 leta sem bila izgnana skupaj z vso družino. Naenkrat najprej v Reichenburg, v skupno taborišče, potem pa čez en teden so nas pa na tovorni vlak naložili in peljali. Vozili smo se noč in dan in pristali. Nismo vedeli, v kateri kraj gremo ali pa kam. Ali gremo levo, desno, to je pa že vse zmešano. In ustavili smo se v mestu Erfurt, v Thuringenu. Koliko ste bili stari, ko so vas izgnali? Jaz sem bila stara 11 let. In so izgnali tudi vaše sorodnike? Vse so izgnali. V naši fari je ostal samo tajnik, ker so ga Nemci rabili, da je še popisal vse, kar je ostalo. Po enem letu so ga pa poslali tudi za nami v taborišče. Ko ste dejali v vaši fari, katera fara je to bila? To je bila Bučka na Dolenjskem, pa je pa veliko vasi še zraven. Radolje, Gornje Radolje, Dolnje Radolje in Mocvirje in tako naprej. Se morda spomnite, kako se je začelo izgnanstvo? Kdaj so prišli verjetno nemški vojaki po vas, ob kateri uri? Ja, to je bilo dopoldan, enkrat dopoldan, in so razbijali po vratih. Hitro morate jeti, ne? Ker je bilo pa to že poprej vse objavljeno, smo tiste svoje pakete seveda imeli pripravljene. Kljub temu so nas mogli kar lepo s silo zvleči iz hiše. Zakaj so vas izgnali? Izgnali so nas zato, da so imeli kam naseliti kočevske Nemce. Dejali ste, da je bila prva postaja vašega izgnanstva Reichenburg. Kako je bilo tam? V Reichenburgu je bilo pa zelo hudo, na slami smo bili, potem stranišča in voda je bila zelo daleč stran, gibanje omejeno, tako da nisi svobodno hodil po taborišču. To. Omenili ste pot z vlakom proti Erfurtu. Ja. Kako je potekala ta pot? Mi smo se naselili v en kot, vsi, in pač čakali smo, kaj bo, in razpravljali, kako. Oče je nekako imel misel, da se ne bo nikoli več vrnil, ampak ostali pa jokali v glavni. Dejali ste vsi. Kdo so bili vaši sopotniki, vaši sorodniki na poti? Mama, oče, brat, najstarejši brat, sestra
še ena sestra in Frank tudi. Ste bili vi najmlajši? Ne. Za mano so še bili še Tinka, sestra in Ivica in brat Frank. Dejali ste, da je bila prva postaja Erfurt. Ja. Dokod ste potovali? Tam so nas kar zadržali v taborišču, 9 mesecev, mislim, da smo bili v tem kraju, potem pa so nas preselili naprej. So nas selili, kjer je pač so rabili delovno silo, tako da smo potem bili preseljeni v Apoldo. Tam smo bili v eni vili bivši Hitlerjugend mladine. Ampak ta vila je bila taka že stara in slaba. Mi smo dobili prostor v pralnici. Bivša pralnica je bila to. Beton na tleh, ne, na sredini je bilo od vode, ne, pa v pograde, v nadstropje, ne. Tisto je bilo najslabše, ker je bilo tako mrzlo. Zmeraj nekaj rapotal, ker se voda stekala. Delati smo mogli začeti takoj. Jaz sem tudi že v Erfurtu mogla delati. To je bilo zelo slabo taborišče. Kaj ste delali kot 11-letna deklica? Prvo sem čuvala 2 dojenčka. In to cel dan. Sem bila sama z njimi. Mogla sem za njih pripraviti hrano in negovati jih ves čas. To je bilo tako naporno, ker nikoli nisem dobila nobenih navodil, samo mene so tam postavili k tem otrokom, pokazali, kje so plenice, kaj bojo jedli, ne, to je bila samo taka hrana za dojenčke, ker eden še ni hodil. Tako da sem jaz bila tam pri tisti službi zelo prikrajšana, ker sem mogla hoditi domov v taborišče na kosilo, ampak nikoli takrat, ko je kosilo bilo. Ampak recimo, ko so otroci zaspali, sem jaz tekla domov v tisto jedilnico, ker sem že od daleč videla, kako je mama pokrila s svojim krožnikom. In je stalo tam mrzlo. Hitro sem nekaj pojela in sem tekla nazaj, da ti otroci ne bojo preveč dolgo sami. Je bilo pa edino dobro, ker so bili blizu. Potem, ko so nas preselili v Rudolstadt, sem bila kurirka v tovarni. Mogla sem zjutraj tako, kakor vsi delavci na delo. In zvečer seveda tudi skupaj nazaj, se smo vsi skupaj morali hoditi na delo. No, ampak potem nisem bila dolgo za kurirko, so me dali pa na trak. Neke pokrovčke sem pritiskala, pa je bilo precej naporno, jaz nisem mogla zmeraj tako pritisniti, da je bilo veliko škarta. Jaz sem bila zmeraj kaznovana za to, da nisem dobila kruha potem. Kaj pa vaši sorodniki? Vsi so mogli delati, ko je bilo mogoče. 2 otroka sta bila majhna še. Ivica ona je merkala, ta 2 otroka imela. Vsi drugi smo mogli pa delati. Tudi mama je mogla vse pesiti, pa je delati, pospravljati pisarne Lagerführerju. In tako, da so bili sami. In ko je bil recimo alarm, je Ivica zagrabila na vsako stran enega in jih je vlekla nekam se skrit. Se nismo takrat sploh vedeli, kaj se zdaj dogaja. Ne, tako.
Ste bili kaj mogoče skupaj v teku dneva s svojimi sorodniki, mogoče zgodaj zjutraj, pozno zvečer? Zjutraj smo itak šli skupaj na delo, ampak potem pa ne več. Do večera smo se spet videli ob 6, 5:45 zjutraj smo mogli štempljati tisto karto in zvečer seveda tudi, ko smo šli domov. Vsi smo popadali v postelje, ker smo bili utrujeni, lačni. Hrana je bila za nič, samo ene lončnice. Jedli smo tako, da so bila 2 šalterja. En je bil za Nemce, drugi je bil za druge. Nismo bili sami, je bilo veliko, tam je bilo 15,000 zaposlenih v tej fabriki. Kaj vam je bilo najtežje v izgnanstvu? Vse je bilo težko. Pogrešala sem, da moram v šolo. Zakaj jaz ne bi šla raje v šolo? Delala sem pa težko. Čeprav sem bila kar dobro razvita punca, kmečka, ampak to je bilo od 6 do 6 in to je bilo hudo. Potem te kazni večne. Stalne so bile neke kazni, za vsako napako je bila kazen. In to pri hrani. Nisi dobil kruha, ne? Kako se je vaše izgnanstvo končalo? Končalo se je pod nekim skalom. 3 tedne smo bili pod nekim skalom v enem grabnu, kjer so tiste granate švigale. Nismo nikoli vedeli, da bo tudi tle kdaj kaj priletelo. Za jesti skoraj ni bilo nič. Fantje so bili korajžni, so šli v stavbo, so čaj skuhali, saj to, ne, ampak drugače je bilo pa zelo hudo, ker nas je bilo strah te fronte, ki je bila zelo blizu, po drugi strani bombardiranja. Vsi so zbežali, Lagerführer in vodstvo tega taborišča so nas pustili na cedilu čist. Nobene skrbi več za nas ni bilo, ne. In tako smo obesili belo zastavo, da nas niso še Amerikanci kaj preganjali, da so videli, da je taborišče in so nas takoj zaščitili. V katerem taborišču ste bili nazadnje? V Rudolstadtu, v eni zapuščeni porcelan fabrik. Potem pa nasproti stavbe in nasproti hiše, kjer je bil skupni lager, kamor so prišli Slovenci iz drugih mest in krajev. Tam je bil zbor, ki so ga organizirali Amerikanci in so rekli, mi vas bomo peljali domov, kdor hoče, da gre z nami, ta in ta dan, ob tej uri, bomo tukaj in gremo. Amerikanci so se mogli umakniti, ker so svojo fronto prišli predaleč. No, in potem se je pa v taborišču začelo propaganda, kdo bo čakal Ruse in kdo bo šel z Amerikanci. Mama je strašno zbolela, mi smo že 2 prej izgubili. Oče 1 mesec prej umrl pred koncem, brat tik ob koncu. Mama strašno zbolela, bila že na zavesti par dni. Jaz sem šla k stražarju, Amerikancu, prost zdravnika in takoj me je odpeljal k komandantu njihovem in on je našel zdravnika, ki je šel z menoj k mami in je uporabil za njeno zdravljenje penicilin, ki so ga imeli Amerikanci samo že v uporabi, ni bil pa za javno še. No in mamo so rešili,
In potem se je pa mama odločila, da bo ona z njimi šla, kamor nas bojo pač peljali. Dali so nam jesti, dali so nam obutve, obleke. To je bilo za nas otroke grozno, ker vse smo prerastli, vse je bilo premajhen, smo res kot cigani hodili tam okrog. Smo bili veseli od vsega, kar so nam dali. Mama je rekla, mene so rešili, niso slabi, gremo z njimi, kar bo pa bo. Ne? No in smo res Amerikanci potem potovali z kamioni, nekimi groznimi kamioni, ampak smo pa en čas na vlaku, en čas na kamionu, ker je bilo vse porušeno od bombardiranja. Tako da smo dolgo trajali, da smo prišli v mesto Bamberg. Tam je bilo pa eno velikansko taborišče v nekih štalah bivših. In tam smo mogli pa spet čakati, kako bo za naprej. In iz Bamberga smo potem dobili vlak, ampak to je trajalo nekaj tednov. Smo tam na slam ležali, tako da smo potem dobili vlak in smo se potovali domov. V Bad Gasteinu smo zelo dolgo, cel dan smo stali, Rdeči križ se je pojavil, nam je nekaj hrane dal in povedali so nam, da se pogajajo z Jugoslavijo, kako bojo ta transport sprejeli, ker je bil med prvimi taboriščniki. In tam smo imeli srečno roko, da smo se peljali v Ljubljano, ne pa kam drugam. Zdenka Kaplan, ob kakšnih okoliščinah je nastala knjiga z naslovom Umrli Slovenci med izgonom v tujini in skrbi za njihov spomin? Kaj vas je spodbudilo, da ste napisali to knjigo prav zdajle, v tem obdobju? Spodbudilo me je to, da so Nemci, dobili smo informacijo, da Nemci ukinijo oziroma uničujejo naše grobove v tujini. Če dalje bolj smo dobili tudi kraje, kjer se to dogaja. Kdaj ste dobili te informacije? Katerega leta? Ja, pred 25 leti smo imeli skupščino Društva izgnancev Slovenije in na tej skupščini se je odločilo, da bo komisija za stike s kraji izgnanstva, katere predsednica sem bila, da se bomo v tem času, ko bomo organizirali izlete v Nemčijo, obiskati taborišča. Mnogi so to želeli. Takrat smo sklenili, da bomo tudi obiskovali pokopališča in grobove Slovencev, ki so ostali v Nemčiji. Bi nam prosim zgoščeno opisali, kako ste začeli obiskovati prizorišča trpljenja, smrti rojakov? Mi smo organizirali v tem času 12 izletov. Ni bilo čisto vsako drugo leto, ampak trudili smo se, da bi bili. Ampak izkušnje so bile slabe, ker smo naleteli na velik odpor v Nemčiji. In sicer najprej so zanikali, da imajo sploh taborišča, potem pa tudi grobove. No, mi smo se zmeri, kako smo organizirali izlet, smo imeli program zelo zgoščen, tako da za proste ure ni bilo časa. Mi smo po 5-6 krajev v Nemčiji obiskali in pokopališča. Vedno smo bili dobro oboroženi z materialom, da smo jim dokazali, da je tam bilo taborišče in da imamo tudi izkaze, ki trdijo, da so tudi naši grobovi tam. No, ko smo mi to vse pokazali in dokazali, se je spremenilo, so nemški župani zelo dobro z nami sodelovali. Sploh, kadar smo se pojavili, so nas pogostili,
ker odstopanja ni moglo več biti, ker so videli, da smo resni v tem, da zahtevamo grobove. Ko je pa Slovenija še poleg tega podpisala sporazum o zaščiti grobov, se je Društvo izgnancev Slovenije strašno borilo, da mora biti noter tudi ciganski grobovi. Takrat smo imeli pa seveda že podpisan tudi ta sporazum in zakon potem in smo imeli večjo moč zahtevati, kamor smo prišli. Šli smo v glavnem v tiste kraje, kjer so bile velike številke grobov naših in imeli zelo velike uspehe. Recimo, ko smo prišli v eno mesto, je bilo na pokopališču samo 4 kamni so bili, kjer so bili naši gor napisani. Mi smo dokazali, da jih je 3-krat več in ko smo prišli drugič, ko nas niso pričakovali, je bil uspeh, da je bilo teh kamnov pa tudi 3-krat več. Tako da uspehi so bili veliki. Zanimajo pa me tudi vaši obiski mesta Rudolstadt. Ja. Najprej smo pa res bili v mestu Rudolstadt, kjer sploh niso vedeli, da sprejela nas je šefinja turističnega urada, češ da župan, da je prezavzet. No, in ta je začela prepovedovati v svojem mestu, kako krasno je eno in drugo, kaj vse imajo, kaj so vse naredili, neč pa v taborišču. In je rekla, mi imamo edino 2 grobova v Kali od 2 nemških ujetnikov, drugače pa v Rudolstadtu ni bilo taborišča in mrtvih nimamo pokopanih Slovencev. No ja, jaz nisem bila zadovoljna s tem njenim predavanjem. Se nekaj, da je lepo prosim, če nas pelje na glavni trg. In ko smo prišli tja, sem jim pokazala stavbo, v rok sem imela sliko in sem rekla, na temle okno v 3. štuku sem jaz pa moje 2 kolegice. To je bilo taborišče, star hotel, še vse leseno stopnišče in podi, star hotel Judov, v katerem smo bili Slovenci, predno so nas odredili, kje bomo delali, ne. In v Rudolstadtu smo zelo dolgo ostali. Smo pa dobili drugo premestitev v barake, prav v tovarno v barake, ker so se Nemci pritožili, ko smo zjutraj šli na delo, smo ropotali tako, da smo zbudili celo mesto, ker smo imeli cokle. Nismo imeli več čevljev, ne, nam so že prerastli noge, novih čevljev ni bilo, smo dobili vsi za vse letne čase cokle na noge. In to smo mi ropotali grozen, napravo so nam malo gor nalimali neke gume, pa ni bilo dosti tisto, smo mogli vse glihiti iz te hiše, zaradi tega, da je mesto lahko spalo, ne. No, ni mogla tako spati, pa ni mogla verjeti, da je to res. Sem rekla, mi smo zdaj šele ugotovili, ne takrat, ko smo tukaj prva bili, da so bila 4 taborišča v vašem kraju. Ampak jaz poznam samo tega. Rudolstadt pa barake, mislim ta hotel, barake in potem spet nazaj. Nazadnje smo ker so napadli, napadli so halo, tujci, delavci, tudi naši Slovenci 3 so bili zraven, ker so največjo halo zažgali za Hitlerjev rojstni dan. In potem so nas pa spet selili, ne. So nas pa hitro mogli preseliti, pa so vse preiskave, kdo je bil zraven in tako naprej. Bilo zelo hudo, kar naprej smo imeli Gestapo na glavu. Ta gospa je kar utihnila, pol ni več govorila, sem jaz govorila o Rudolstadtu, pa smo šli na pokopališče.
tam sem bila razočarana, ker sem nekoč prej šla v eno komisijo z Rdečim križem v Rudolstadt, so nam pokazali eno parcelco, travca, pa en jasminik vrstal rastu in obkroženo z živo mejo. In so nekaj, gremo mi na pokopališče in pridemo tja, pa je bil pa na tistem kraju pa velik kup odpadkov z celega pokopališča in tiste parcele naše ni bilo več. Jaz sem tam jokala, pala na kolena, so me pobrali in so me zvlekli v avtobus, jokala seveda in sem rekla tej gospe, sem rekla, povejte županu, da ga razumem, zakaj nas ni sprejel, ker bi ga najbrž bilo malo sram ob temle srečanju s tem smetiščem. Ampak povejte mu tudi to, da od Nemcev jaz tako nisem nikoli pričakovala več kot en kup gnoja. V lepi, čisti nemščini sem jim to povedala. In ta gospa je to tudi naredila, da je povedala, takoj, ko je prišla, je grozno napadla, da je izpostavil, da on je to vedel in tako naprej, ni bila zadovoljna, ne. In je v filmu, ko smo ga filmali, o tem izgnanstvu v Rudolstadtu, tudi povedala, dobesedno, kakšna pričakovanja sem imela takrat. No in mi smo odšli. Čez 3 mesece sem pa dobila pismo, ki je pa čist nekaj drugega bilo. Oni so takoj za mano začeli delati, takoj za nami, ko smo bili tam. In so prej kot v 2 letih pokopališče popolnoma spremenili in vsi naši izgnanci so tudi napisani na spomenikih v tem mestu. Vaše društvo je dobilo tudi priznanje mesta Rudolstadt. Kakšno priznanje? Priznanje smo dobili za korajžo. Nemci so opisali to, da smo mi z Rudolstadtom zdaj nekako prijatelji, ko so nam ugodili vse. Oni so vse te črke na spomenikov po slovenski napisali, vse razen Slovene je bilo zraven. In pa nekaj tistih, ki so se bili še za Jugoslovane, ne. Ja, od dneva, ko smo dobili iz Rudolstadta vabilo, naj se oglasimo, ko pridemo zopet na izlet, da zelo želijo srečanje z nami, smo bili zelo presenečeni, da so nas, pa niso povedali prej, da so nas povabili na otvoritev pokopališča in pa tudi mesto je zbralo nekaj denar, ki so ga nam dali, ček na prinašalca in naredili eno veliko slovesnost, ko smo prišli na to otvoritev. In od takrat naprej so pa nas kar naprej vabili na vse svoje prireditve in dobili so na gimnaziji informacijo, da 3 študentje delajo maturantske naloge in so ustanovili društvo, posebno društvo, ki preučuje in ga imajo tudi zdaj naprej in zmeraj vsako leto nam napišejo nekaj ob tistem dnevu izgnanca. Tudi na zaključek šole nas je gimnazija povabila, ker so ti 3 študentje dobili najvišjo oceno naloge pred maturo, ne. Na to smo bili povabljeni, potem smo bili še na druge njihove prireditve, vedno so nas povabili. In tudi prišli k nam. Tudi pri nas so bili v Reichenburgu na naših največjih prireditvah, so 2-krat ali 3-krat že bili Nemci. Tako da čutimo nekaj vez
ker imamo le tam veliko pokopanih. Zdenka Kapljan, zdaj ste nam povedali, kakšen odnos ima mesto Rudolstadt do umrlih Slovencev v izgnanstvu in do izgnancev iz Slovenije. Kakšen odnos pa ima do vas in do umrlih izgnancev v tujini Republika Slovenija? Ja, pri nas pa izgnanci nismo prišli v zgodovino. Niti v šoli ne poučujejo o tem ničesar, niti priznanja, kakšna posebna. Skratka, ni v redu. Kot da tega vsega ni bilo. Tako se obnašajo. Zdenka Kapljan, hvala za vašo vztrajnost, za vašo knjigo in hvala za pogovor. Hvala tudi vam.